Hej, sem nazaj, z Rožo! In ne boste verjeli, ampak zadnje čase so se v komentarjih mojih videov pojavljala negativna sporočila. Vem, v YouTube komentarjih, what the fuck? Jebi se, ti si najbolj zabit youtuber. Odjebi, kreten. Ti si debil, jebi se, nimaš 3 pike. In to je opazil in mi priskočil na pomoč nihče drug kot moj veliki heroj Tilen Grah. Moje ime je Tilen Grah in v zadnjih dneh je bilo na YouTubu veliko hejta. Res je bilo, Tilen, res je bilo. In sem se odločil, da se ne bom odzval z hejtom ali pa z jezo, ker jeza na jezo, Pogača? hejt na hejt, si lahko cele dneve mečemo nazaj. Ja, ja. To je res. Več hejta ne doseže nič in je vse čas, ki bi ga lahko namenili vsebinam, ki spremenijo svet na boljše. Kot recimo Coca-Cola vs. Pepsi, Mentos Challenge. In danes sem se odločil, da bom naredil video za vse ljudi, ki so bili kadarkoli v življenju zasmehovani in prizadeti. Ki so kadarkoli dobili kakšen hejt ali žaljivko. Boril se bom zate in tale video je namenjen tebi. Meni? Fak, hvala Tilen, ti si res ful dobra oseba. Tako ti, kot jaz, nisva kaj drugačna od te rože. Kot je ta roža nekaj edinstvena, si ti edinstven. Res je, tudi jaz in ti smo edinstveni. Tako kot vsi ostali. Ful globoko sporočilo. Tako v bistvu, kot se temu cvetju lahko odtrga list in spet list, nas lahko življenje prizadene iz dneva v dan. Tilen ima prav. Recimo, kot je mene prizadelo, ko sem prebral to sporočilo. Vsi se ansabite temu debilu, ko nima nič drugega, ko pokomentira drugim youtuberjem. Butast je. Takrat, ko sem to prebral, sem se tudi jaz počutil kot delikaten cvet, ki mu trda roka trga liste. Sploh, ker mi kanal brez vsebine piše, kako nimam drugega kot komentirati druge in to v komentarje mojega videa. Mogoče Blaž ne ve, kakšne posledice imajo lahko besede, ker je star 12 let, ampak... Besede lahko bolijo in lahko pustijo takšne rane, ki se nikoli ne zacelijo. Ja, Tilen, prav imaš. Kar povej to tem hejterjem, da se kaj naučijo. Zato bom danes z vami delil 2 zgodbi in te zgodbi so namenjeni vsem ljudem, ki so bili kadarkoli prizadeti, tarča žalitev. Ta zgodba je namenjena tebi. Zdaj, ker je zgodba precej dolga, jo bom strnil za vas. Enega malega so sošolci hecali in potem mu je učitelj rekel, da lepo riše in to mu je dalo samozavest. In je rekel staršem, da ga sošolci hecajo in so oni in učitelji rešili, da se to več ne dogaja. Evo, tole kratko zgodbico Tilen razvleče na 3 minute, ker je tako dober pripovedovalec. Ful enih detajlov dodal v zgodbo. 10:00 vstopi učiteljica v razred, črni lasje, kavbojke, bel pulover, nekje 45 let. Detajlov, ki zgodbo nimajo nobenega povezave in so očitno izmišljeni, ker kdo si spomne, kaj je njihova učiteljica imela oblečeno prvi dan osnovne šole? Zase se ne spomnim, kaj sem imel oblečeno, kaj šele za učiteljico. Vse to, samo da se še bolj uživimo v ta enostaven in predvidljiv obrat, ki se zgodi v zgodbi. Njegov način pripovedovanja te toliko povleče notri, da totalno povzameš nauk zgodbe, čeprav to ni lih nauk, na katerega bi se sam spomnil. In na koncu so starši rešili stvari, učitelji so rešili in od tistega dne Luka več noben ni zafrkaval. Jaz recimo ne bi nikoli nekomu rekel, da naj gre povedati staršem, če ga sošolci zajebavajo, ker bi si mislil, ga ne bojo potem samo še bolj zajebavali. Jaz bi v mojem nerazumevanjem rekel, glej, če imaš probleme, se jih nauči reševati sam. Mogoče ne bo lepo, mogoče ne bo enostavno, ampak se boš nekaj naučil od tega in boš imel tudi za naprej v prihodnje. Drugače kaj, če boš imel probleme s sodelavci v službi, boš klical mamo, da pride rešit. Ali pa, če si ti cel razred smeje, da mogoče pomisliš, da delaš kaj narobe. Če si ti smeje 1 ali 2, okej, mogoče so malo glupi, ampak če se ti vsi smejijo... Vsi meni se smejijo. Ne vem, mogoče si ti. To sem prej razmišljal, ampak po tej zgodbi od Tilna zdaj vidim, da je prava rešitev, da počakaš, da jih reši nekdo drug. Mogoče celo Tilen sam. Mislim, šel je v šolo za sestro svojega prijatelja, da jo nehajo hecati. Jaz sem drug dan šel v šolo se pogovoriti z učenci, z učitelji in zbadanje se je končalo.
Bi to naredil tudi za svoje oboževalce? Boril se bom zate. Ja, valjda bi! Mislim, da lahko v imenu Tilna rečem, da če vas kdorkoli heca, pišite Tilnu v komentarju njegovega videa in bo Tilen osebno šel v vašo šolo in se pogovoril z vašimi sošolci, da se to neha. Potem druga Tilnova zgodba je o nekomu, ki ne dobi odobravanja očeta, poskusi alkohol in umre v prometni nesreči. Spet, ne zveni neka wow zgodba, ampak Tilen jo pove tako z občutkom, da misliš, da si tam v bolnici, ko človek umira. In videl je tisto stvar, ko gre bip, bip. Videl pa je tudi, da je tista stvar šla iz bip v bip. Oh, virtuoz besede, jaz imam kurjo pout. In zdaj nekateri si mislite, ok, en video je naredil in 2 zgodbe povedal. Kaj je to takega? Ni enega videa naredil, ok? Naredil jih je 3 in notri imel 5 zgodb, vseh z enim in istim sporočilom. Ista zgodba. Ja, 3 videi z zgodbami o tem, kako lahko besede vplivajo na ljudi. En za drugim. Se ne bo to začelo malo ponavljati in postalo nezanimivo? Ne, ker to je Tilen fucking grah, ok? Jaz in ti mogoče ne bi mogli posneti toliko podobnih videov, brez da bi postala stvar nezanimiva. Ampak Tilen je posnel 5 videov, kjer eksperimentira s Coca-Colo in so en boljši od drugega. Jaz bi že pri 3. razmišljal, kaj delam s svojim življenjem, ampak on jih je posnel 5 brez enega pomisleka. A ja, in če kdo ne verjame, da so te videi narejeni meni v podporo. Kdo misliš, da si? Je že kdo slišal od vas ta stavek? Ja, jaz sem ga slišal. Kva pa ti misliš, da si? Hvala, Tilen. Res si mi s temi videi ful pomagal, da sem se soočil s svojimi hejterji. Žerjali, bi se pa crkni, pa še ko bi te zarezo, pika ena prizadeta, mti je in svinsoko, žalsko, umri, crkni, pa še ko bi te zarezo, pika zarezo, saseku, da te je, pika je, pika, muco jedno ti je mater, naj se ti boj na glavo puščije. Take besede me ne ranijo več, ker zdaj me Tilen zaščiti pred njimi. Če sem analno pedanten, se voščenka na vročini stali, topi se topljenec v topilu, itak, da sem analno pedanten. Evo, še neki ljubitelji anale se spravljajo name, čeprav, če bi malo pogooglili stopiti, bi našli. Narediti, povzročiti, da trdna snov zaradi toplote preide v tekoče stanje. Ampak hvala Tilnu in SSKJ, me zdaj besede in spolne preference takih ljudi več ne ganejo. Zdi se mi kot slovenski PewDiePie rip-off. Try of rip-off. Ražnjevič praviš, a? Poznam enega tipa, s katerim bi se ful zaštekala. Bedak si, ne glejte tega dabila. Besede skoraj tako grde kot pravopis. Ti si glup, dobesedno. Nor si, ta video je beden. Ni lepo, da se norčuješ, ker mi je on cool. Ej ti pa tiho butelj. Wow, malo smo obsedeni. Ne štekam, kaj je njen problem, da je toliko tečna. Če gleda Tilna, bi mogla biti še premlada za menstro. Bila je ena od oseb, ki je jezna in tečna brez nekega razloga. Pozna kdo vas, kakšno takšno osebo? Ja, fucking Sara Lukman. Ja. Oni me lahko hejtajo, kolikor hočejo, ampak Tilen vedno najde prave besede za mi pomagati. In kakor sta bili ti 2 osebi v teh zgodbah prizadeti in na tleh, sem tudi jaz bil prizadeti na tleh. Tako je, Tilen je bil prizadet in na tleh, ampak zdaj se je pobral in ni več na tleh. Res inspiracijsko. In ful cool mi je, da bi Tilen res naredil vse za svoje fane. Pred enim tednom sva rekla, da bo giveaway, bova povedala zmagovalce. Veš, ko kdaj pomisliš, to je tako glupo, da bi me mogli plačati, da gledam. No, Tilen te res! Res sem vesel, da mi je Tilen tako pomagal, ampak moram priznati, da te videi niso to, kar ponavadi rad gledam in mi niso bili toliko všeč kot prejšnji. Tudi moji hejterji so opazili padec v kvaliteti. OMG, pust Tilna na miru, ker je 10 triljonkrat boljši kot tebe. Tilen je 100 000krat boljši od tebe. Negi kritizirati Tilna Graha, ker je 100krat boljši od tebe. Ti si zabit peder gnili, pa njegov kanal je 5krat boljši.
Tilen je boljši od tebe. Tole gre res eksponentno zdol, tako da Tilen, rade volje sem tvoj prijatelj še naprej, ampak ta kanal več ni zame. Unsubscribe. Denise Dame, kaj je to za en Pokemon? In to je to za ta video. Lajkajte ga, da pokažete hejterjem, da nimajo kaj, subscribejte se na moj kanal, če se še niste in se vidimo kmalu.